V letu 2018 so na Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo po veljavnem proračunu Republike Slovenije predvideli 7.089.514 evrov za spodbujanje tujih investicij. Kot so nam sporočili iz ministrstva, so ta sredstva že rezervirana za potrjene investicijske projekte. Torej za nove investicije na Ministrstvu za gospodarstvo nimajo več denarja, pa čeprav je privabljanje tujih investitorjev ključnega pomena za razvoj gospodarstva. Mi mislimo, da so sredstva definitivno premajhna za celotno državo, posebej, če se zavemo, kako so tuja podjetja pomembna, tako na področju celotne Slovenije, kot tudi na področju Maribora. Če omenim samo Mariboru, po zadnjih podatkih uradnih leta 2016 so podjetja v tuji lasti in mešani lasti v Mariboru ustvarila več kot 1,2 milijarde prometa, ustvarili so tudi več kot 60 milijonov dobička. To pomeni, da podjetja, ki so v tuji lasti, so samo v letu 2016 prispevali v državni proračun več sredstev, ko pa jih država namenja za investicije, za celotno področje, tako da je definitivno mnogo premalo. V Mariboru so 3 večja podjetja zaprosila za subvencijo: IBM, Aeon Reality in TAM Europe. Slednjemu so subvencijo že obljubili, le ti pa je nikoli niso dobili. Tako v Mariboru nobeno podjetje ni pridobilo subvencije za spodbujanje tujih investicij. Ja, po naših informacijah, ki jih imamo in tisti, v katerih smo na naši občini sodelovali, prav nobeno podjetje do sedaj ni pridobilo subvencije neposrednih s strani države. Slovenija ima na področju vhodnih tujih neposrednih naložb v primerjavi z drugimi vzhodnoevropskimi državami, ki so istočasno vstopile v Evropsko unijo, nezavidljivo pozicijo, saj je na zadnjem mestu. Po zadnjih podatkih OECD-ja je stanje Slovenije nezavidljivo v primerjavi z drugimi primerljivimi vzhodnoevropskimi državami, kar zadeva obsega tujih neposrednih investicij vhodnih v BDP-ju. Znaša približno 30% od bruto domačega proizvoda. Povprečje EU je približno 49%, pri čemer so vse primerljive države, vzhodnoevropske in srednjeevropske, nad nami po tem indikatorju, se pravi tam nekje nad 40% bruto domačega proizvoda. Prav tako je rast tujih neposrednih investicij vhodnih, to je zelo pomembno pogledati, ne? Recimo za leto 2016 je v Sloveniji ta rast upadla za 25% v primerjavi z predhodnim letom. Delež tujih neposrednih investicij je za slovensko gospodarstvo zelo pomemben, saj se s tem povečuje kapital, veča se zaposlenost, tako se posledično zmanjša brezposelnost, posredno je večji prenos znanja in tehnologije ter povečanje ekonomske razvitosti vseh regij v Sloveniji. Zato je seveda za Slovenijo, ob stanju, ki sem ga prej omenila, pravi delež v BDP-ju teh investicij, rast teh investicij, v primerjavi z drugimi državami, ki so na nek način pričele z stopnjo integracije v globalno ekonomijo hkrati kot Slovenija, je to seveda zelo pomembno. Primer dobre prakse je Hella Saturnus Slovenija iz Ljubljane, kjer so v letu 2012 prejeli 8 milijonov evrov subvencije. Ja, torej Hella Saturnus Slovenija je bila med prejemniki subvencije po zakonu o spodbujanju tujih neposrednih investicij in sicer v višini 8 milijonov evrov za obdobje od 2013 do 2015. Sredstva so bila odobrena za vse nove projekte v tem obdobju. To so bile investicije v osnovna sredstva za nove projekte, tudi investicije v zgradbo. Subvencija je omogočila neposredno 35 novih delovnih mest v razvoju podjetja, kot posreden učinek pa navajajo, da so zagotovili več kot 100 visoko kvalificiranih novih zaposlitev. Sama subvencija je bila odobrena jeseni 2012, omogočila je neposredno 35 novih delovnih mest v razvoju podjetja, torej najmanj diplomirani inženirji. Kot posreden učinek pa smatramo, da smo v tem obdobju na račun povečanja razvoja aktivnosti število visoko kvalificiranih delovnih mest povečali za več kot 100.
Vlada je v obrazložitvi predloga za spremembo zakona o spodbujanju investicij navajala, da so razlogi za njegov sprejem spodbuditi in pospešiti investicijsko rast Sloveniji ter ohraniti Slovenijo konkurenčno v primerjavi z drugimi državami. Tako so to le prazne obljube, ker za njih ni predvidenih sredstev, se očitno še dolgo ne bomo premaknili iz zadnjega mesta po obsegu vhodnih tujih neposrednih investicij v bruto družbenem proizvodu.